fafanje prijatelju gejevsko? Jaz sem tle vmes med straight pa bisex. Okay. Itak da ti paše, če ti ga fafa, a ne? Kako bi rada enkrat videla eno tako situacijo. Kaj če bi namesto te formule mi dva danes gledala en pornič? Pa meni se zdi, da je to dosti normalen del odraščanja. Ti, ki si star 15 let. Ti tako stoji, ali kaj boš zdaj rekla? Ja, v resnici, si predstavljam. Ali ti, če te enkratno striženje ne naredi frizerja, enkratno risanje ne vrisarja, enkratno umetno dihanje ne zdravnika, a te lahko enkratno fafanje naredil geja? Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? Preden začnemo, bi se rade zahvalile najnemu sponzorju, Temptiko čokoladi. Zdaj smo v februarju, februar je mesec ljubezni, približuje se Valentinovo svetlobno hitrostjo. In če nimaš ideje, kaj kupiti svojemu partnerju ali pa partnerki, lahko kupiš tole erotično čokolado. Tole, kar Sara zdaj odpira, je v bistvu Valentinov paket. In še bitvega nisva v bistvu zares videle. Noter dobiš takole... Sari je vse po tleh padala, ampak ni za to. Tisti, ki sam poslušate, boste vedeli, bom opisala, kaj je noter. Taka rjava škatla je fuluštkana in noter, ko to odpreš, so lističi vrtnic, umetni. Tako da brez skrbi, ko te to domov dobili, ne bojo že celi uveli. Potem je pa noter, so taki srčki, to je tista čokolada, ki te naredi potem ekstra horni. Vsebuje afrodizijake in... Mi da Sara so obe to testirale in jaz lahko rečem, da več kot deluje. That's so cute! Pa imaš pa noter še vrečko z liofiliziranim sadjem. To je pa snack za po seksu, a ne? Da se večkam posladkaš. Ali pa lahko v bistvu tudi zraven čokolade poješ in je tako, imaš malo tega sadja, a ne? In malo čokolade in ta kombinacija, ne vem, meni je ful dobra. In pol imaš noter še seks kocke. Tako da, mislim... Jaz ne vem, jaz si ne predstavljam boljšega darila za Valentino. Pač lepo je zapakirano, tako moški recimo, sploh ne rabiš se potem ukvarjati z pakiranjem, kupovanjem nekega darilnega papirja, ker je že ta cela škatla tako lepo zapakirana. V bistvu dobiš vse skupaj v eni taki škateljci, tako da je dvojno zapakirano in je fuluštkano. V glavnem, zdaj bomo mi to čokolado probale. Čakajte, zdaj bomo mi dve to odprobali, pol se greva pa eno to s kockami igra. In pol greva, kar rečejo kocke, moramo narediti. Ne vem, če ne bo Jan ljubosuman, da vam mi dve zdaj to delale. Jan, še samo enkrat. Ok. Si pripravljena? Bova najprej srčka. Jaz hočem še sadje zraven. Aha, oboje skup. Ja. Ok. Jaz hočem eno jagodo in en srček pojesti naenkrat. Tako da... Tudi maline so, ne? Opa, lahko prosim en moment za moje Valentinove nohte. Glih včeraj sem si jih šla delati in imajo gor srčke. Jaz to ne moram odpreti. No, de. Novo, Sara. Tako da, ja, en moment tišine za tole umetnino. Wow. Bravo. Jaz sem sam nesposobna, očitno. Ok, tle not so jagode in maline. Si pripravljena? Čakaj še čokolado vzem? Kako se tle stegujeva mimo tek mikrofonov? Jaz sem drugače ful rada liofilizirano sadje in tole je najboljše ever. Ful cute. Pa šterje so, se pravi. Imaš za dvakrat? Ja. Ok, cheers. Na zdravje. Oh my god! Nekaj je noter! To je praline. Jaz nisem to pričakovala. Njamim. Oh my god. Tole je pa... Zdaj vsi mislijo, da se mi dve laževa po moje drugač. Ampak, oh my god. Tole je pa... Tole je kako dober. Kaj pa je tle not? No vem. Imamo kje napisano? Mogoče če na enemu listku piše. Sorry, in tu s to jagodo. Ej, sploh, tudi če ne bi bilo efektov. Piše, kje če lahko dve pojeva. Čak. Ljubezen je kot čokolada, sladka, čutna in neprecenljiva. Uživajte v trenutkih, ki jih ustvarjate skupaj. Pa se poskusite pralino skupaj z jagodo. Ja. Jaz sem to začutila, da je treba narediti. Me sploh ne rabite navodil dati, jaz to vse vem. A greva še eno? Jaz bi še eno. Ja, jaz tudi. Ok, bomo pa začeli. Na. Bo celo zdaj ena epizoda, ko mi dve samo jeva.
Dobro, da so Pa, samo če bi kdo 4 rad gledal tisočki. naju, kako jeva, pošljite hrano. Ja, bova na kameri Bom z povedali. veseljem. Čakaj. Drgač. Noro. Sorry. To je ful zdaj, idem še malino probala. Na. Kako Ja. lahko jaz pokažem njim zdaj, kaj je tle noter? Če tako pregriznem pa obrnem? Zdaj nam dajo tamle od odzadaj navodila, kako je treba pokazati, da se bo videli zastreno. To boste vedeli tisti, ki sam poslušate. Ok, vnaprej, ko smo jedli tisto, ki so prav tablice, ne? Manja tu... Pač una je meni drugače res dobra. Ampak tu je Ko imam 10 rada od malo bolj 10 temno ta čokolado, pralina. ampak tole, pa tako, a veš, niso vse praline tako dobre sploh. Tole, pa skupaj z jagodami, ker briljantam paket, Sara vse jagode pojedla. Dobar dan, mi smo danes v podcastu. Zdaj bomo nehali jesti. Peva se še eno s to s kockami. Ja, zdaj bomo vrgli kocke, da vidimo, kaj bo treba početi. Dan tega pa ne bova posnela, to je pa samo za naju Saro. Mogoče poveva v naslednji epizodi, no. Ok. Položaj je, razloži ga, opiši ga. Stojiš! Ženska stoji in tip je od odzadi. Lahko pa tudi obratno naredita, obstajajo streponi, obstajajo taki dildi, ki jih lahko uporabiš. Lahko pač... Ampak prostor je pa bedroom, tako da bomo mogli do doma počakati. Greva k meni ali k tebi? Jaz sem sama doma. Pogreva k tebi. Tole je bilo pa res dobro. Pač postopek, če rabi kdo navodila, tako kot jih jaz rabim, najprej tu odpreš, poješ, pol vržeš te kocke in pol sem akcija. The best. Res the best. Ok, zdaj pa lahko dildo tle gor. Koda, med nama 20. Lahko tudi kliknete direkt na link in mislim, da z linkom že takoj dobite kodo upoštevano noter v nakup. Nič tale temtiko čokolada, slastno. Ja, manj kaj med zobi? Ne, imam jaz? Ne. Super. Zdaj pa lahko začnemo. Zdaj pa lahko začnemo. Skratka, tole je podcast, kjer bomo govorili o seksu, seks igračkah, kaj imamo že danes? Če je fafanje prijatelju gejevsko. O tem in skratka o vseh temah, ki so tabu, pa ne bi smele biti. Ja, pa gledamo se vsak ponedeljek in ful sva veseli, da si vedno z nama in če naju podpiraš, kar klikaj like pa subscribe, ker nama to ful pomaga. Ja, hvala za vsa prijazna sporočila. Pač, ne vem, skozi več ljudi si vzame. Ja. Mene je toliko lepo, da si pač ljudje vzamejo čas iz svojega dneva in pač grejo napisati, ful uživamo v vajnem podcastu, ko mi čakam ponedeljke. Mene to toliko pogreje pri srčku, tako da hvala vsem, ki poveste, hvala vsem, ki si sam mislite to, še posebej pa hvala vsem, ki lajkate in subscribate in rada vas imam. Rada vaju imava. Vas imava, joj, slovenščina. Skratka, preden nadaljujemo en kratek disclaimer, če te vsebino spolnosti ne zanima ali pa si primne za njih, ne poslušaj tega podcasta. Ja. Ja, noč. A lahko nekaj povem? Jaz sem imela decembra rojsten dan, ne? Ja. In meni je dala Sara za darilo eno seks igračko, da bi si mislil, a ne? Ampak dala mi je tale delo, ki ga tukaj Kaj ne vem, če se spomnite, Lucija je že parkrat o tem govorila. da si ga želi. Ja. Ja. In Sara je poslušala in je bila moj božiček. Oziroma rojstnodnevna dobra vila. Ja. Vse naenkrat. Pa sej drugače, če ima kdo rojsten dan, tako kot Lucija 24. decembra, nikoli ne smete dati isto darilo, ne? Za božič pa za rojstni dan. Razen če si jaz sem dala isto. Kot si na pamet daviš. Ampak ja, res. Na vrsti je intimni kotiček. A lahko je začnem? Ja, please. Čeprav jaz imam tukaj zapovedati danes, da sem čisto excited. Drugač. Včeraj sem imela Saro en sestank in mi je razlagala potem o tem, da je sprobala eno novo igračko in da je to mogoče naslednji Power Flower. Kar je meni čisto insane. Nekaj zdaj o tem govoriti, ko me bo kap. Najprej ti povej, pa bom pa jaz. Tole je... Pozabila sem, kako se imenuje. Bomo tle nekam napisali, kako se imenuje tale dildo. Je pa eden najboljših dildov ever. Sicer jaz imam samo 2 dilda, tega in še enega. Ampak, ojojoj. Nekaj ne začnem. Da vam ga opišem. Dolg je okrog 20 cm,
kar debel, ampak ima take spirale, tako da ima ful neke teksture. In ta tekstura se zelo dobro občuti. In veš, kaj mi je ful všeč pri temu? Tale suction base ima ful širok. Ja. In Ja. jaz ga sicer, sem ga probala tudi tako, da ga nekam prisesam, ampak ful je uporaben tudi, če ga daš samo na poslo in se pač usedeš gor, recimo malo, kot da si na robu posla, veš, kot da bi se na partnerja usedel. In pa zaradi tega, ker je tako široko od spodaj, dejansko stoji tudi na posli in pač je tako ful stabilen. Pa lahko ga še držiš, ne, kam tako malo širše. Lahko ga držiš, pa veš kaj je dobro, ker ima to tako široko in še tole je tako narebrano, pač tale base, ta dno je tako pač malo narebrano in se pač lahko drgneš gor in pač ti še malo klitoris zraven stimulira in ful globoko gre in to, ki je pač gibljiv je, ful je mehak, silikonski je, tako gladek, pač glih prav čvrst je, pač glih prav. Ker če bi bil ful trd, bi bil že malo neudoben, ker je res kar velik, a ne, tako pa je res mehak in se res pač prilagodi tvojemu telesu. Mislim, jaz, tako bom rekla, še to bom povedala, dildi so po mojem mnenju taka malo bolj napredna igračka. Kar se mi zdi, da ni tako intuitivno, ker si misliš, pač najbolj osnovna igračka zgleda, ker je pač samo nekaj, kar daš vase. Sam. Fora je v tem, da če imaš ti vibrator sam vibrira in si ga sam prslonaš in ne rabaš nič delati. Pač, nič. Ti ga sam lahko držiš na mestu in vse naredi zate. Pri dildu ga moraš pa dejansko malo uporabljati, moraš pa nekaj narediti. A veš, ne bo nič sam od sebe naredil. Pač, Kako moški, ne, kad seksaš z njimi, vse sami delajo, ti pa pač ne. Ja, ker če si predstavljaš, da je dildo koka penis ni. Ja. Boš vse sam narediti. Advanced je težje. Ja, res je advanced. In meni, na primer, je ful dobro, da zraven še nekaj uporabljam, kar vibrira. Sicer mi je crknil. Vmes? Ja, ampak nič hudega ni bilo, zaradi tega, ker je bilo ful dobro. Ker pač jaz sem uporabljala tisti še vibrator zraven in me je zelo pač, zelo mi je bilo dobro, zelo mi je pasal, pa je pa crknil. Ampak je bilo potem že vse tako dobro, razdraženo, da mi je pol ful pasal, se pač samo ob to drgant. Tam pa sem bila pa malo neočakana, ker pa sem že tako, mogoče bi lahko pač sam s tem dokončala. Sem pa bilo pa že malo preveč vsega, pa sem tako drug vibrator vzela, ker zdaj pri meni ni problem, če crkne baterija, ker jaz vam cel predal tam, in potem sem tako odprem in pogledam, kaj je polno. Pa kaj je očiščeno v tistem trenutku. Tako da, tole bi jaz ocenila z 10 od 10. Pač 10 od 10? Tole res je malo, pač tako bom rekla, malo je velik in si lahko predstavljam, da bi bil komu mogoče malo prevelik. Ampak, ko se enkrat, ko si pač tako počasno moraš iti, ne moreš se ga direktno noter spraviti, ker je res huge. Rabiš se malo gret, majčkan si lubrikant, jaz sem lubrikant zraven uporabila na vodni osnovi. Pa še to sem pozabila povedati, na Svet v temi. Jo, moj bog, pozabila sem, to je najboljš! Čeprav, če ga daš tako gor, pol se ti je svet po noči. Ja, sam ga še nisem ga nikamor dala, da bi se svetil po noči. Moš pa fotkat pa nam poslati, jaz nisem še videla nobene igračke, ki se tako svet po noči. A ni lep? Ful je lep, pa meni je ful dober, veš kaj, ful je razlika. Zdaj bo Stara dala svoj dildo. Pač pri teh fantazijskih, veš kaj je razlika, tvoj je boljši, le kako je to tako, to je prav tak silikon svilnat. Ja. Je pa bolj gumijast. Ne, in meni so ti ful všeč, lažje grejo not, pa manj trajanja je. Ja, drugače ful je, prav svilnat silikon je. Se mislim, da se tudi tako reče. Možno. Ulivan, tekoči silikon in pol pač pride tak. Pa veš, kaj mi je všeč? Pač tvoj je tako na začetku ful ozak, pa ful širok rata. Ta je pa vse malo ožji, kot je tvoj pri najširšem modelu in se mi zdi, da je tudi malo bolj udoben. Pa res čutiš na vhodu v nožnico, ki je zelo občutljiva, res čutiš pač tele. Vse obrate te, ne? Pa lahko je tako, ful je zabavno, kako lahko noter zašraufaš. Oh my god! Jaz sem imela tako, Gre lažje, če ga zašraufaš, kot če ga sam porinaš. Pa tako zanimiv občutek je. V glavnem, ja, tale dildo, čudovit. Ok, ful sem vesela. Ful ga priporočam, hvala. Sara, tole je bilo res dobro darilo. Sem pa dobila včeraj še velike njih, celo škatlo dodatnih daril iz Peach Popa. In
To bo pa zdaj akcija in v naslednjih epizodah, jaz imam toliko enih zanimivih stvari za pokazati v naslednjih epizodah, da komaj čakam. Vi sploh ne veste, kaj je meni Sara zrihtala iz Pitch Popa. Pač insane. Prej smo nekaj navadne predstavljali, zdaj smo pa rekli, da je res akcija. Jaz bom kar začela zdaj, si vse povedala. Če hočete dobiti ta dildo ali pa kakšnega podobnega ali pa kaj drugega, imate kodo Med nama 10 na Pitch Popu, kaj je najboljša in moja najljubša erotična trgovina. In njena lastnica je tale čudovita Sara tukaj, če že ne veste. Daj pokaži majico. Oh my god, sem res! Nova majica, it's cute. Edino pač ni ta breskov na sredini. Ni na sredini, če izvidaš. Meni zgleda čisto. Kar me tako malo mot, ampak zdaj sem vedno pripravljena na reklame delati. Ok, v glavnem, zdaj pa stvar je v tem, da jaz sem imela za te Valentinove epizode ful ideje, kako bom jaz neke te cute igračke predstavila, ne? Une srčke, pa vrtnice, pa te fore. Ampak, pa se je nekaj zgodilo. Pol se je zgodila ta stvar, ne? In je ful cute v resnici. Je ful cute, ampak ni tema Valentinova, ne? Zdaj smo tu vse dali stran Valentinovo temo in ker sem jaz našla novo seks senzacijo Slovenije, ki bo zamenjala Power Flower od Lucije. Jaz to kar ne moram verjeti, da se to lahko zgodi, ampak ok. Pač jaz sem se jokala. Mene je kap, Lucija, zdaj vam bom razložila. Tu je Rabbit vibrator, za une, ki sem poslušate, se pravi za dvojno stimulacijo, za notranjo in za zunanjo. Ampak ponovadi imajo navadni Rabbit vibratorji, ta notranjo naravnost bolj. Pa tlele vzgor imajo sem enega zajčka, ali pa sem tako mečkam podaljšek. No, tale, kako se imenuje? Unicorn 3, I guess. Verjetno je zato 3,3 rokice, ne? Ja. In, oh my god, oni so pač ukrivili ta notranji del, da popolno pritisne na G točko. Jaz tako popolno ukrivljenega vibratorja Rabbit še nisem videla. Tudi Uno Royals, ki je nama ful ljub, ne pride niti blizu temu. Ok. In pol ima pa tle vzgorej 3. Se pravi, enega ima za na klitoris, tu je pa okrog na vulvi, da pokrije celo vulvo. In jaz, pa veste, kako je meni vse tako dosti navadne, so mi že te stvari. Mene res redko katera stvar preseneti pa šokira, ampak včeraj sem prišla na sestanek, sem prav Lucila, tako Lucija, jaz ne moram počakati, jaz moram tebi tu povedati, jaz sem našla nov Power Flower, jaz mislim, da morajo to igračko čisto vsi imeti. Ker fora je, da pač res tako zgleda malo high effort, ne? Ni res. Tebi zgleda vse high effort, kar je za pač noter ustaviti, bodimo realni. Mene zgleda high effort tako. Ja, tu je res. Mene zgleda čist cool, čist navadna. Ja. No, v glavnem, tebi je high effort, ko moraš malo lubrikanta dati gor. Če ne bi jaz iskala nekaj, kar bo vam zanimivo, ne? Zato, ker so nam ljudje pisali, da so pač igračke preveč navadne, jaz si ne bi nikoli tega kupila. No, res ne. Ker pač imam Rabbit vibratorjev že veliko doma, ne? In mi je tako whatever, ampak ni whatever. Tako da, če hočete doživeti 3 orgazme v 4 minutah, to je tako močna stvar, jaz sem bila pač brez besed. In še zdaj sem, ja, prosim. Pač noro. In še zdaj sem brez besed. Pa koliko ima enih teh bunkic dodatnih še? Pa posebej pač upravljaš, ne, ta spodno in ta zgorno. Sem ga jaz požgala. Wow. Sara. Ful je dober. Koliko si rekel, da si doživela 3 orgazme v 4 minutah? Pa jaz drugač nikoli tu, ka veš, ka meni pol rata malo dolgočasno in pač neham. Ne, tu se sem ni končalo. Nadaljevalo se je samo od sebe. In pol sem bila jaz tako, ja nič, pol pa dajmo, ne? Fuck. Ja. Pa to daš res samo noter in to je to. Ampak res je tudi tu, zaradi tega, ker to je tako pol minute traja, Lucija. To so res vibracije. Pol minute. Pa tudi prav vse ti zunaj pokrije in ni tako kot pri unmu zajčku navaden Rabitu, ka včasih pač, veš, moraš malo štimati. Tu ne rabaš nič štimati, tu sem daš. Si predstavljam, ja. Wow. Všeč mi je. Ja, jaz ocenim tu 10 od 10. Tu je moja najljubša igračka. Prav rada jo imam, tako čutim, da nje ful veliko ljubezen. In jaz mislim, da... Kaj? O, zelo ti se ujema! Skorej! Twins! Skorej.
V glavnem, tu morate vsi imeti. Zdaj, če sem jaz kdaj kaj povedala v življenju pametnega, je tu, da tu morate vsi imeti. Valentinovo ponudbo smo skenslali, Valentinovih popustov ni, ker imamo preveč dela, ampak pejt na pičpa.si, upiš tale Unicorn 3 in si tu kup in uporab kodo med nama 10. To je Valentinov popust. In pol prosim sporoči, je tu No Power Flower, ker jaz mislim, da je. In tu je popolno Valentinovo darilo tudi. In če boš tu svoji ženski kupil, ali pa če si boš sama kupila, boš srečna. Kaj naj rečem drugega? Happy wife, happy life! 10 od 10 v glavnem. Ja, mene si kupila, no, s tem. A je lahko tle na mizi? Je na robe, če je. Super. Top, ker naj bo, da si ga malo gledate še. No, pa ko smo že ravno pri Valentinovem, naj še jaz povem, da jaz se pa zdaj ukvarjam z pripravo Valentinovih delavnic. To je pa v bistvu 3 delavnice bom imela, meni se že kar mal meša od vsega tega, ker pač fora je v tej, da sem jaz bolela zdaj, ne, prejšnji teden sem imela pljučnico, tako da če me slišite kašljati v tej epizodi, zaradi tega jaz se zelo opravičujem, pač to bom jaz po mojem še 3 mesece kašljala, ker se mi zdi, da se ne bo nikoli nehal. Ampak bo se nehal do 13., 14. in 15. februarja, ker bojo delavnice, takrat ne bom več kašljala, obljubam. Sem si kupila zdaj nove sirupe in jaz se zdaj filam z vsem. Skratka, kar vam hočem povedati, je, da pridite na te delavnice. Če se hočete prijaviti, mi sam pišite na Instagram, skočite mi v DM, tudi na mojem Instagramu bo več informacij, tako da takrat, ko te to gledali, bo že na mojem feedu bo vse pisal. In se lahko prijavite na 3 različne delavnice. Prva je delavnica za ženske in imenuje se Intimni kotiček za ženske in bomo govorili o seksu, seks igračkah, o najbolj perečih vprašanjih, ki jih jaz dobivam na Instagram. Možnost bo tudi anonimnih vprašanj pač prav na delavnici, na katere bom potem odgovarjala. Šli se bomo eno ful dobro igrco spoznavno, never have I ever, tako kot se gremo tukaj, ampak bo z enim takim twistom. In na koncu se gremo kviz. Kahoot kviz je, če poznate. In to bo na vseh delavnicah bo tako, da bo še ta kviz na koncu. In zmagovalec bo dobil nagrado iz Pitch Popa. Bo Sara zrihtala nekaj fajnega. Vsi, ki prijete, boste dobili tudi eno darilce, hrana bo, pijača bo, glavno, ful se bomo imeli dober. Zdaj, a si ti kdaj šla s kakšno kolegico tako na kakšen date? A veš, tako, friendship date? Ful si skuš želim. Moramo tu. To premalo delamo. Ja, čist. Pač to premalo delamo in evo, zdaj imaš idejo za friendship date, povab kolegico, pridite skupaj na delavnico za ženske, Intimni kotiček. Število mest je omejeno, tako da se hitro prijav. 15 mest je, ker potem pač več prostor ne sprejme. Pa tudi jaz hočem, da je malo bolj intimno. Tako da to, pa imamo eno delavnico za pare. Ta je že na pol zapolnjena, tako da napiš mi mogoče še kakšen plat zdaj, ko to gledaš. Ampak delavnica za pare bo prilagojena prav pač parom. Isto, pač bomo govorili o vseh možnih stvareh. Poglejte na Instagram za več informacij. To je prav na Valentinovo Ja, za pare. Prav 14. greste lahko na zmenek na seks delavnico. V bistvu je ideja, kakor da bi šel v seks shop. A veš, imaš velikrat v kakšnih teh revijah, kao, podita na zmenek v seks shop. Ampak pa greš tja, pa ti je malo nerodno, pa to, ki je na izbire, pa tam prodajalka ti ne zna neki dober svetovati, nima niti časa se sam z vama ukvarjati, ker ima še druge stranke. Tukaj prijete k meni. Jaz vam bom povedala vse, kaj se dejansko splača, zato ker jaz sem delala 3 leta v seks shopu, jaz točno vem, jaz vam ne bom nič bullshitala, jaz vam bom povedala, kaj pa kako. Imeli bomo isto Kahoot kviz, zmagovalni par dobi nagrado. Skratka, imeli se bomo ful dober. In tretja delavnica je pa v povezavi s Saro, ki ima tudi svoj podcast, ne ta Sara, ena druga. She Talks je njen podcast, plugin. In mi da bomo imeli pa delavnico, kjer bomo imeli najprej jaz, delavnico o seksu, o orgazmih, o manifestaciji med masturbacijo, o tem, kako izboljšati orgazme in vse to. Ona bo imela potem ples v petkah. Tako da bo v bistvu 2 delavnice na eno, to bo pa 15. v soboto in ste tudi zelo lepo vabljeni. Jaz bi na tu ful šla, ampak me je strah plesa v petkah. Lahko kaj poveš, meni je tudi tako strašno, res, pa se mi zdi, da je tudi drugim. Ker sem brala in pač kako se človek pripravi, da gre recimo tle? Jaz sem najbolj lesen človek na svetu. Okay. In moja prva misel je bila tako, pač, kako mi jaz tam karkoli naredila, ker pač jaz ne morem, niti petk nimam. In je rekla Sara, da ni problem, ne rabiš sploh petk imeti, lahko si tudi brez petk, petke so samo zato, da si malo bolj seksi eleganten. In ona ima neko tehniko, s katero lahko pač to ona trdi in
jaz bom zdaj to videla, je to resnica ali ne, bom pol poročala, ampak jaz sem full excited, da z nekimi vajami te priprav, da se sprostiš, da nisi cel trd, da nisi cel v krču in da dejansko pač naštudiraš te gibe in da ti ratejo naravni in eno koreografijo se bomo naučili in mislim, da bo to tako preporod za me in za moje sposobnosti. Kaj jaz hodim drugače na pole dance, jaz treniram pole dance, ne vem, sem to že kdaj povedala tle. In meni grejo te stvari, ki se ti pač sam neki dvigneš in to, te neki triki, ki moraš imeti moč, to meni gre. No zdaj, potem, ko ne bom en mesec trenirala, ko sem imela pljučnica, mi ne bo šlo več, ampak meni to gre. Vse, kar je treba biti eleganten, pa lep, tako naporno, res. I can't. To je tako neelegantno pri meni, da pač kar glava peče. Ok, skoraj si me že prepričala, sem še 2 vprašanja imam. In sicer, je v tej sobi ogledalo, se tako gledamo, v krogu stojimo in se gledamo, vsi se gledamo. A ko bomo plesali? Ja. Pač ona bo od spredi, ne, mimo pa za njo in pa se ogledalo gledaš in te gledaš sam sebe, pa njo. Ok. Ja, ogledalo bo. Ok. Ja. Wow, scary drugač. Zdi se mi zelo pogumno, da greš tako plesati v petkah. Jaz sploh nisem imela še nikoli petko butih, ampak se mi zdi, da bi mi tu ful pripomoglo. Tako ženstvenosti, pa sproščenosti. Ja. Good one. Meni je glih zdaj napisala, da bi mogla imeti delavnico za ženske, o tem, kako biti bolj samozavesten, kako biti bolj samozavesten sam s sabo, pa v postelji, pa sproščen. In jaz mislim, da je v bistvu ta delavnica perfektna, ker pač naučiš se povezati s svojim telesom. Pa še zabavno je, ne? Da sem nekaj ne govoriš. Pač meni se zdijo te delavnice tako briljantna stvar. Pač tudi ali pa kakšne slikarske delavnice, ali pa greš po neki izdelovati iz gline, malo plesati, malo se greš družiti in pač govoriš o seksu in seks igračkah. Meni je to tako zabavno preživljanje časa. Čisto premalo si čas vzamemo za take stvari, se meni zdi. Jaz imam skus v glavi, da moram pač hoditi na te stvari in ful si želim. Ampak pa grejo mene, si pa dobro prej rekla, pač date. Mora biti date in se tudi s prijateljcev lahko zmeniš za date in pač drži in greš. Ja. In to je to. Se strinjam. Top. Ok, zdaj smo pa prišle k glavnemu delu. Lucija in Sara pametujeta. In sicer bova govorila o tem, če je fafanje prijatelju gejevsko. Meni je ful smešno to vprašanje, drugače. Že zjutraj sem bila tako, ne vem, ali je fafanje prijatelju gejevsko. Ne vem, zanimivo mi je, da se tu sprašujejo. No, bo Sara kar prebrala tole, to je bilo na medover.net napisano, tako da to je en fant star 15 let napisal. A boš kar prebrala? Smo malo upgradali, zdaj imamo liste in si ne menjavamo več računalnika. V naslednji epizodi bomo mogoče imeli že kartice. Ok, zgodba iz Medover. Pozdravljeni. Star sem 15 let in s prijateljem sva se dogovorila za skupno drkanje. Na to sva razmišljala še malo višje. V glavnem, prišla sva do fafanja drug drugemu in me zanima, če je to gejevsko, da samo probava, kakšen je občutek fafanja. Da veš, je to, ampak veš, se ženske tudi, se mi zdi najstnice se tako malo lupčkajo, zato da vidijo, kako se lupčkat, pa se skupaj učijo lupčkat. Ona dva se pa skupaj učita fafat. A ne? Ja. A se tebi to zdi gejevsko? Ne, mislim, ne zdi se mi čist straight. Ja, pač, mislim, če na sebe pogledam, pa iz sebe komentiram, ne bi glih lizala piške eni punci, če ne bi bila malo gej. Ja, ok. Ja. Tu niso bili pravilni odgovori, ne? So, zakaj? Ja, ne vem. Pač zdi se mi cool, zdi se mi nič narobe. Meni se zdijo itak že te definicije gej, ne gej, straight, vse vmes. Milijoni teh definicij se mi zdijo tudi malo brezvezne. Pač sta fafala en drugmu in zdaj kaj? Ja, kaj se tebi zdi? Meni se zdi najboljša Kinsley. Poznaš Kinsleyja? Kinsley Institute of Sex and bla, bla, bla. To je en raziskovalec, že par desetletij nazaj je pač prišel na sceno in on je naredil, oziroma on je rekel, da je spolnost oziroma spolna usmerjenost na spektru. Kako je avtizem na spektru. Ja. In da nismo ljudje straight pa gej, ampak da obstaja lestvica, zdaj ne vem, če sem zmotila, ampak mislim, da je 6 ali pa 8 stopenj. Okay. In imaš 100% straight, imaš na drugem koncu 100% gej in pol imaš še vse vmes. In ti si pač lahko nekaj vmes in si biseksualc, lahko si pa tako ne čist straight, a mečken gej.
Kar Ja. pomeni, da recimo, ker Majčkan gej. jaz sem tle vmes med straight pa bisex. Okay. A ne? Jaz nisem bisex, zato ker jaz si ne predstavljam, da bi bila lahko v zvezi z žensko. Ampak meni so ženske seksi, privlačne. Sem se že ljubčkala z žensko, sem delala že kaj več z žensko in mi je bilo vse full fajn. In tudi, ko sem bila samska, sem jaz drugač mislila, da bom jaz kar pač zdaj ne bom več. Jaz sem si hotela punco najdati, iskreno. Jaz sem bila tako, jaz bom imela zdaj pač punco, it's time, okay. Pa sem pa Jana spoznala in se ni tako išlo, ampak polka sem malo pomislila, ne vem, ali bi bila dejansko lahko v zvezi z žensko. In zato jaz sama sebe mislim, da spadam na tej lestvici, klihtam nek vmes. Pač so mi ženske privlačne, si lahko predstavljam, da sem pač tako kaj z njo, ampak da bi bila pa v zvezi, pa ne vem, če bi lahko. Okay. In jaz si predstavljam, da pač nekdo, ki je 100% straight, ne bi nikoli mogel pač mal fafati enemu tipu. Zato, da vidi, kako je. Ampak ne verjamem pa, da pač moraš nujno biti gej, zato da to počneš. Ker če te ta moški ne privlači, če to delaš samo zaradi tega, da potešiš neko spolno potrebo, pač to za mene, to ne pomeni, da si gej. Ker pač, da si gej, te more ta oseba spolno privlačati. Te more privlačati, si moraš ti želeti biti s to osebo tudi v zvezi, kaj več med z njo. Zdaj, drugo vprašanje je, a sta ona dva imela neke potlačene ideje o tem, kaj je prav in kaj je narobe in imata mogoče idejo, da ne smeš in ne moreš biti z moškim skupaj, da je to pač čist narobe in prepovedano in sta potem to potlačila in mogoče si naskrivaj želita, da bi lahko bila z moškim, pa pač si ne upata. To je drugo vprašanje. Ampak jaz čist verjamem, da lahko samo eksperimentiraš in da ti pač paše, zato ker itak da ti paše, če ti ga a ne, pač seksualno če bi ga dal v luknjo v steno, pa bi bil ta tip v zadej, pač fuck. Se ne vedo. Tako. In jaz mislim, da to ne pomeni nujno, da si gej. Jaz si tako ful ločam te stvari, recimo, meni so ful težke te definicije in se sploh nočem tako definirati na neki, ne? Zato, ker se mi zdi, da sem pol čisto omejena. Ampak meni se zdi, da lahko ločeš to romantično povezavo, se pravi romantično privlačnost pa telesno privlačnost čist. Meni se zdi, no, da jaz ne bi mogla biti žensko recimo v vezi, so mi pa isto privlačne, ne? Razumeš? No in tu pa ločam. Se mi zdi, da pri velikih ljudeh je tudi tako ločeno malo. Ja, jaz tudi mislim, da je v resnici. Tako da, jaz sem potem to na Instagramu vprašala. Če še me ne spremljate na Instagramu, ne vem, zakaj me ne, ker imate toliko zanimivih anket tam in boste prvi izvedeli za kakšne take pereče vprašanje in boste lahko tudi vi povedali svoje mnenje, a ne? Tako da pejte zdaj follow na Živi Lucija tukaj. Drugač pa ful veliko ljudi je glasovalo. Tako, mislim, ful veliko. In ponovadi je, ne vem, 1500 ljudi ponovadi glasuje na te moje ankete, zdaj jih je 2700. Skoraj 3000 ljudi je glasovalo. Se pravi, veliko ljudi ima mnenje o tem, ali je fafanje prijatelj si jo gejovsko. In kaj so rekli? Tudi veliko sporočil sem dobila potem na to temo. 66% jih je reklo, da je gejovsko. 4%, točno 100 ljudi, prav zapomnila sem si, 100 ljudi je reklo, da ni. In 31 jih je reklo, odvisno od tega, ali te spolno privlači. Tako da, po pričakovanjih so bili te odgovori. Ja. Realno. Ampak če ti ostane med tem, ko ti ga prijatelj fafa, pol te spolno privlači, ali pa prej, recimo. Tu pomeni, da te spolno privlači, ali te ideja privlači, ali kaj? Ampak sej že to, pač recimo, on je star 15 let. Ti, ki si star 15 let. Ti tako stoji, ali kaj boš zdaj rekla? Ne, ampak takrat ti ja, v resnici si predstavljam. Ali ti... Naš snemalec da se ne rabite ful potruditi, ne, takrat zato. Ampak, ko si star 15 let, ne glede na to, si moški ali si ženska, takrat ti hormoni najbolj norijo. Takrat si ti skozi potreben. Takrat sam razmišljaš o seksu. A je resnica ali ni resnica? Spomni se, ko si bila stara 15 let. Ja, takrat smo tekmovali s prijateljicami, kjer večkrat v dnevu pride, tako da jaz mislim, da je tu čista resnica. Tako da pri 15 letih. Ja. Itak skozi razmišljaš o seksu in še takrat si mal awkward, pač punce te ne bojo glih, ne boš pri 15 kar dobil ene punce, da greš seksat in zdaj tam en tvoj prijatelj, ki ti ga je pripravljen pofafat. In pač, če zapreš oči, si ne veš, kdo ti ga fafa. Fajer je, pač uživaš. Pač,
Jaz te ne morem obsojati v tem primeru. Ne, Kaj malo eksperimentiraš, malo probavaš, vesel si, ko ti ga en fafa, ker pač punca ti ga zdaj verjetno glih. Mislim, če imaš kakšno punco, ti ga bo, ampak a veš, ko si starejši, je malo drugače, v 15 pa se ne daješ kar tako dol. Pa dobro, se pač tudi eni, ki so starejši, ampak veš, kaj hočem reči. Pač pri 15 še vse je malo težji zdaj kar dobiti partnerko in... Mislim, mene samo zanima, kako gre ta postopek, da do tega prideš, veš? Mame ne par sporočil, ki bodo odgovorili na ta tvoja vprašanja. Tu me zanima. Ja. No, pa sem imela pa še vprašanje. A si kdaj eksperimentiral z osebo istega spola, ampak se ne identificiraš kot gej, steš lezbika? Je 2300 ljudi glasovali in 32% jih je rekel, da so že eksperimentirali z osebo istega spola in se ne identificirajo kot gej in lezbika. Tako da ne vem, zakaj pol te toliko ljudi rekel, da si avtomatsko gej, če je toliko ljudi to naredila, ne? Ampak okay. In pa mogoče veliko tle tudi žensk to. Pač se mi zdi, da ženske bolj to delamo. Moški se mi pa zdi, da spet ne toliko malo, sam pač ne poje tega na glas. To je moja teorija. Jaz pa feeling, da moški ne drkajo tako skupaj. Ne, po moje, da ne. Tu jaz drugače res nisem pametna glede teh stvari, tako da če kdo kaj ful ve o tem, lahko komentar spod zapiše. Ampak tudi recimo, kao je ful normalno, da se ženska žensko povezujejo, tako ta sestrska neka ljubezen, tudi v tantri pa tako, ne? Ampak moški pa nikoli z moškim. Tudi recimo moški tantrični maseri ne maserajo moških. Ne maserajo sem ženske, ženske pa maserajo ženske in moške. To pa nisem vedela, da moški kao lahko ženska razvije ljubezen do sebe, pa do ženstvenosti s tem, da je z drugo žensko. In da je tu čist drugač, kao. Tu sem jaz slišala in pa v praksi vidim, da dejansko so neki ti vzorci, ne, kako se moški res ne drkajo skupaj, ne vem, ne? Ne velikrat, kako ženske, ki se ljubčkajo, prijateljce. Jaz sem dobila kar par sporočil od moških, ki so pač to počeli. No, daj, da slišim. Tako da ne trdim, da je tega niti pol tako pri ženskah, ampak pač se dogaja. In jaz mislim, da bi se tudi več, če ne bi bila taka stigma v družbi glede tega. Saj zato pa pravim, da so mi malo glupe pol te definicije, ker takoj kar nekaj zaključeš, veš? Razumeš? Ja. No, jaz sem si tukaj shranila ene par odgovorov. Jaz sem potem na Instagramu vprašala ljudi, kaj je njihovo mnenje. Pač lahko so glasovali, pa sem dala pa še anonimen link in so lahko anonimno povedali svoje mnenje. In tale mi ga zmaga. Okay. Sicer jaz nisem največji ljubitelj teh primerjav, zato ker jo vedno lahko narediš tako, da pride v tvoj prid. Ja, itak. Ampak, če te enkratno striženje ne naredi frizerja, enkratno risanje ne vrisarja, enkratno umetno dihanje ne zdravnika, a te lahko enkratno fafanje naredil geja? Meni je bilo to hilarious. Tako, fair enough. Ja, I guess. Sam pač ne moreš spet. I guess, ampak enkratno morjenje te pa naredi morilca. Ja, evo, vidiš. Tako da, I don't know. Zato pravim, da teh primerjav ne maram, ker vedno lahko obrneš v svoj prid, ampak tam je všeč, zato ker je v ta prid, ki ga jaz zagovarjam. To je hipokritično, pač upam, da razumete, da to je ironično mislim, ampak ja. Pa imamo. Zgodbica. Vedno sem fantaziral, da bi enemu moškemu fafal. Ampak nikoli ni prišlo do tega, ker je zelo težko koga dobiti in na anonimnih straneh nikoli ne veš, koga dobiš. Je pa še vedno ena skrita želja, zdaj ko imam otroke in ženo. Tudi žena ve. Tale, to sem danes zjutraj Jano prebrala. Okay. Je bilo tako, Evo. Zelo dobrim frendom je nanesla debata o porničih, pa sva kakšnega pogledala skupaj, na kar sva imela oba roke vsak v svojih hlačah. Dala sva si prisego, da gre to z nama v grob. Po sva pa najprej sam drkala, drug drugemu, pa je bilo ful čudno, ker nama je bilo všeč. Čez nekaj časa sva se spet dobila in sva si povedala, da sva oba pač za punce in da noben od naju ni gej. Po 2 pirih sva šla spet gledat Pornhub. Šla sva v gej kategorijo iskat privlačne videe, na kar so se odločila, da bi še malo bolj raziskala. Fafanje je bilo tok zakon, če nobena punca ni tok znala. Meni in njemu. Da sva pol vsake tok spet prišla na idejo, da ima spet probat. Do točke, ko sva se skoraj vsak dan dobila za faf. Jaz sem želel še, da bi probal anal,
se pripravil na njega in ga takoj zljubil. Še zdaj, po 10 letih, včasih toliko fantaziram, da bi se dobil z njim. Imava pa zdaj vsak svojo družino in otroka. Ok. Mnenje? Ja, zdaj sem se spomnila med to zgodbo na to, da imam jaz tudi enega prijatelja, ki sta si fafala na WC-ju v srednji šoli in on je imel punco in pa ga je punca pustila, ker je prevaral s fantom. Kao, ne, tako. Ja, če to za njenim hrbtom delal, je prevaral v resnici. Wow, zanimivo. Jaz drugače to malo mogoče razumem, ker tako, če si meni so moški in ženske privlačne in če sem z moškim v zvezi, ne, jaz pač res malo pogrešam ženske, pa žensko telo štekaš in če bi bila žensko, bi pa malo moškega. Pa moraš včasih malo probat. Ja, ok, samo to se moraš s partnerjem pogovoriti. Ja, itak, ne razumem tega, saj se je Ja. A ja, ne, to je bilo že 10 let nazaj. To je bilo že 10 let nazaj. Ampak ne ta, naprimer, Ja. tvoj primer je pa ni ona vedela, da on to dela in ker izgleda, da ni bilo cool. Ja. Ja, meni je bila tale zgodbica taka. Sta odnesla pol v grob? Je še zmeraj sta živa. A ja, ne, mislim tako, če sta povedala to. Ne vem. Ne, mislim, da ne. No, povedal je zdaj meni, anonimno. Wow, ful me zanima. Meni je ful dobra ta zgodba. Meni je fantastično to. Dej naj tale gospod, kdorkoli že pove, mene zanima par stvari in sicer, koliko so te frekvence, ko pol o tem razmišljaš, ne, je tu ful pogosto razmišljanje, tako bi se ful rad dobil s tem človekom. To me zanima, recimo. Štekaš, ali je tudi ko enkrat na 5 let misel, tako ko jaz, če pomisliš, da bi ne vem. Jaz bi rekla, da enkrat na mesec. Ok. Ampak to je zdaj kar neki. Ok, zdaj pa, pač jaz sem zdaj tle malo pomešana te odgovore, zaradi tega, ker sem jih sam shranjevala, nisem jih mogla urediti. Ena je napisala, moje mnenje. Ženska je lahko biseksualka, moški je lahko samo gej. Umestna varianta žal ne obstaja. Jaz se tukaj ne strinjam. Pač, kot sem prej rekla, Kinsleyjeva lestvica in to so samo ti predsodki. Ja, jaz se tudi ne strinjam. Je pa enkrat, ti lahko povem to zgodbo. Ja, prosim. Enkrat je psihiatrinja mojemu bivšemu rekla, ker sem se z eno punco lupčkala, ne, mu je rekla, da biseksualni ljudje ne obstajajo, da pač vse te ženske, ki so take, se na koncu izkaže, da so lezbike in je bolj za njega, da pač ni z mano. Psihiatrinja. I cried. Kva? Takrat sem pa prav hotla iti tam k njej in sem hotla biti tako, pač prosim. Groza, ne? Grozen. Da to nekdo tako govori okrog ljudem. Specialist. Ja. No. Mi je zelo žal. Ja, ne strinjam se. Ne, jaz tudi, absolutno ne. Ker kaj pa, če ti si ful pijan, pa ne veš, ali pa si pozabil, da je moški. Pa se stiskaš z njim, recimo. Ja, ta moški, recimo, ne? Ja. Če pozabi, da je z moškim, da je slep, ne vem jaz. Pač nisi gej, če se ga samo dotikaš. Mislim. Tako avtistično dotikanje, kot se jaz kdaj, veš, ljudi. Ali pa, ne vem, kaj sem ti razlagala, da tako, če sediš za mizo, pa nekoga tako držiš. Tako si jaz predstavljam, da lahko se tako dotikaš. To je spet nekaj drugega, če se samo dotikaš nekoga, ni toliko seksualno, ne? Kot če fafaš. Ja. Res je. No, pa imamo pa zdaj še tle od ene ženske. S prijateljico stari 13 let. Gledali sva porniče iz Firpca in začeli božati drugo po muci. Kmalu zatem sva šle v misionarca in sva začeli drgati drugo ob drugo. Nama je bilo čuden, zakaj to delava in obenem nama je noro pasalo. To sva počeli večkrat. Prišli sva do rajcanja. Pa napisala, zdaj nikoli lezba. Kaj zdaj? Zdaj nikoli lezba. Kaj pa to pomeni? Ne vem. Pač, da ni lezbika, I guess. Aha, ok. Ampak ja, evo, pri 13 letih. Ampak meni se zdi, da je to veliko žensk pač počela. Ja, zdaj sem pomislila na punce, s katerimi sem jaz recimo eksperimentirala ali pa se lupčkala, nobena od njih ni biseksualka ali pa lezbika. So vse straight, po moje. Ja. No, tako bi si predstavljala. Pa meni se zdi, da je to dosti normalen del odraščanja, da raziskuješ s prijatelji, da sploh pri teh 13, 14, 15 letih, ko priješ v puberteto, pa tudi tako malo bolj safe se mogoče počutiš žensko, a veš? Kakor moškim. Ja. Ja, ko imaš takrat prijateljce, pač ne. Pa, a veš tudi zato, ker takrat si še tako dosti mlad, pa je seks še tako big deal,
ker tega mogoče še nisi počel sploh. Ko pa čez punco to delaš, pa takrat v tvoji glavi, po mojem, to sploh ni tako, pač ni sploh toliko seksa, veš, bolj samo upašati. Ker če bi pač bil z moškim, zdaj si pa nedolžno zgubila, pa ne vem kaj, in takrat pa tistih letih je to ful big deal in ful pomembno, pač vse je, pač, a ne, itak da je. In ko pa to s punco raziskuješ, je pa drugače. In se mi zdi tako, dost normalno. In zato se mi zdi tu za moškega, da to lahko. Zakaj bi sam ženske lahko in ne moški? Misliš, da če bi pač tu vse te neke definicije samo zdaj izhlapele iz zemlje in izginile, da bi pa kar vsi med sabo se lahko ljubčkali, pa bi bilo in kar vsem v redu? Aha, okay. Zmer mislim, da bi bili pač eni ljudje, ki pač bi bili 100% straight in ne bi pač nikoli mogli z istim spolom nič delati. In še zmer mislim, da bi bili eni pač toliko gej, da ne bi hoteli pač z nasprotnim spolom nič. A veš, sam bolj bi bilo mogoče, več bi bilo mogoče teh, ki so v umestnih stopnjah. Ker jaz mislim, da teh, ki smo v umestnih stopnjah, je največ, po mojem. Ja. Pač would make sense, ne? Ja. Redko spoznaš koga, ki mu je res ogabno, ne? Vesna zadnjička je rekla, da ne bi nikoli s punco žensko bila, recimo, ja. Tako. V srednji šoli sem po nekaj kozarcih alkohola imela spolni odnos s sošolko. Že predtem sva se nekajkrat poljubljali. Tega sedaj ne razlagam svojim partnerjem, ker me skrbi, da ne bi razumeli, da je bilo to samo enkrat in da me ženske ne privlačijo na tak način. Pač mi ženske. Kaj? Ženske. Kaj? Smo tako mal bomo ženska, vidko in nismo lezbik. Ja, tu se mi pa zdi res to si lahko sprejmemo. Tu za ženske se mi zdi ful tako, meni je tu čisto vsakdanje, ne? Za moške pa mi res niso vsakdanje. Ampak po mojem, tukaj se pač ne pogovarjamo sploh o tem, ful je čudno in stigmatizirano, ne? Dvojni standardi. Ja. Sej, mogoče bo pa zdaj ratalo tudi za moške bolj normalno enkrat. Ja, pejte fafat prijatelj. Evo, spet imamo enega tega z moškim. Z najboljšim prijateljem večkrat pogledava kakšne pornografske vsebine in se ob tem samo zadovoljujeva, včasih pa tudi prakticirava helping hand. Kaj več nikoli ni bilo med nama. Oba imava že otroke, on je poročen. Vidiš? Pa še zmer to počneta. Helping hand. To, če kdo ni dojel, to pomeni, da si drugmu zdrkata. Tako bi rada enkrat videla eno tako situacijo. So tako v svojem mendenu, ali kako se reče, tam spode v kleti in tako sedita na kavču s perom v roki in pol je en tako, kaj če bi namesto te formule mi dva danes gledala en pornič? Ajde, ne, ali pa tako, kjer pa ti gledaš neki? Jo, sem videla en pornič, zdaj ti ga bom pokazal. In pol data tako v pričakovanju, da boste skupaj drkala in pol se to zgodi. Ampak v resnici v pričakovanju? Ja, pa moja, da ja. Pregač, to mene tudi zanima, kako se to zgodi. Ker sploh tako, ker jaz, a veš, ko si najstnik, itak prideš pa malo greš na obisk, pa ne vem, moš malo domačo nalogo narediti, pa malo iger se igraš, pa pol, zdaj pa pornič gledava, pa drkava. To si ful predstavljam pri odraslih moških. Ko imajo otroke, to se mora nekam umakniti. Res? Kako se to zgodi? Povejte nam, kako se to zgodi. Ko bom imela naslednjič anonimen link, mi prosim napiš odgovor na to vprašanje. Hvala. Zelo dobrim prijateljem sva nekje pri 14-15 eksperimentirala drug z drugim in moram reči, da nama je obema odgovarjalo. Ko se je končalo vse skupaj nekje po pol leta, sva odšla vsak svojo pot. Evo, pa bomo pa spet enega tazga, malo diskriminatorno, ampak med dvema ženskama se mi to ne zdi narobe, medtem ko mi je pri dveh fantih to ekstra gejevsko. Jaz sem ženska. Tudi scene v filmih dve ženski, ja, dva moška ne. Mene pa drugač, moj guilty pleasure so pa te gejevske romance. Sploh v knjigah. Jaz to požarem. Dva moška. Ja. Brala sem eno knjigo, ki je v bistvu fanfiction od fanfictiona. Okay. Ampak je tako izdana knjiga. In je v bistvu, kakor da bi bil Harry Potter, sam je čist drug ta čarobni sistem pa vse. In kakor da bi bila Harry Potter pa Draco Malfoy, romejca, in se hejtata. Enemies to lovers. Enemies to lovers. To knjigo sem že 3-krat prebrala, pa jaz ko ne berem knjig 2-krat. Večkrat si jo prebrala. Kupila sem si jo zdaj. So seks scene not. Pač to je fluff, to je sam fluff, to sploh ni nekega zares, pač ljubčkata se, največ, kar se ljubčkata. Ampak je tako slow burn in tako vidiš, da se ima ta rada. Tudi ti je tako všeč ta knjiga. To je meni tako dobro. Ampak če bi bila tako ženska in moški, mi bi bilo tako, ok.
Ja. Zato, ker je tako še malo prepovedano. Prepovedano, ja. In ker sta roommates, in ker pač, ker sta obsedena drug z drugim, obsedena, ampak se hejtata. Ja. Toliko se- Okay, to Naslov, knjigo bomo dali dol. če kdo hoče prebrati, mislim, da je Carry On od Rainbow Rowell, nekaj takega. Okay. Kako Random, da si tu kupila tako prav. Ja, zaradi tega, ker je fora v The tem, best. da sem jaz sem si jo zelo dala prvič, ko sem jo brala, pa drugi čisto. Posta pa še 2 knjige prišle ven in jih nisem mogla nikjer zlodati. In sem bila nazadnje, ko sem bila v Londonu, sem bila v knjigarni, sem se spomnila na to knjigo in sem šla gledati in sem imela prvo, drugo in tretjo, zdaj že In si si tretja vse obstaja. kupila? In sem si vse kupila in sem šla še enkrat pač to prvo prebrati. Sicer sem jo pobrala, zdaj 1 let sem jo brala. Zdaj sem jo prebrala, Eno leto. ko je bil Jan, ko sva šla z Janom na urgenco. Čakala sva 6 ur v Ljubljani na urgenci in jaz sem prebrala eno knjigo do konca. Na končno. urgenci, s pljučnico si brala knjigo. Ne, on je imel takrat pljučnico, jaz sem jo pol dobila. A ja? Okay. Tako da, to mi je rad ali pol prebrati in zdaj imam še druge 2 za prebrati. Okej. Ampak ja, pač meni je to tok, jaz toliko uživam v tem, tako da I love it. Boš čez 1 leto poročala o tem, kaj je bilo v drugi knjigi. Bom. Okay. Sem pa zdaj pa berem en fanfiction, ki je pa Draco, Ja. Draco pa Hermione. Kako je pa to dober? Jaz pa nikoli nisem Joj. teh stvari brala. Jaz nikoli nisem to na TikToku sem videla. Manacled, Okay. kao neki, to so te Ampak to okovi. niso izdane knjige. To niso izdane knjige, sicer ta zdaj bo izdana, ampak bo malo spremenjena, da ne bo pač Harry Potter. Okay. To je po vojni, Ja. Voldemort zmaga, Harry Potter umre in Jaz nisem nikoli gledala Harry Potterja. grozno. V življenju. Grozno. No, v tej pravi Huda. knjigi zmagajo, tam pa on umre. In je tako kot Handmaid's Tale. To sem zanj razlagala za to serijo, da je najboljša. In ta fanfiction Ja. je pač inspiracijo iz tega ven je mal. Okay. Tok temačno, tok strašno, tok dober. Jaz sem se tok jokala. Jaz še zdaj, če na TikToku karkoli o tem vidim, solze. Jo, jaz zdaj, ko sem imela pljučnico, jaz sem se jokala 1 teden skup. Imela sem vročino 1 teden, jaz sem se sam jokala. Tok sem prejokala, da bi šlo že, ker že se jaz karkoli sem videla, da sem se jokala. Tako da mogoče tudi ni Če to je zlo. Lucija meni napisala enkrat vmes, jaz ne morem več tako naprej. Jaz sem šla kar na jok. Pa nisem vedela od smeha ali od joka. No, meni je pa šlo dobesedno na jok. Ja, se ti verjamem. Res videla sem nekaj in sem na sam tako solze. Pa sem se spomnila, da Jara ni v meni solze. Skozi sam solze. Joj, I was so sad. Tako da se upravičujem za ta editor, ampak jaz sem to zdaj mogla povedati. Jaz sem Ne, mogla zdaj super kot je to bilo. deliti, pač, I'm obsessed. Če je kdo bral ta fanfiction, dajte mi napisati, jaz bi se o tem rada z nekom pogovarjala. Ja. Call me. Bomo Ja. naredili en sestank, bomo se dobili vsi, bomo imeli book club o Manacled. Pač, vse sem ga že enkrat prebrala, zdaj ga še enkrat berem. Tako Ja, da- jaz ne vem, zakaj se sploh gre, tako da prosim, če se pogovarjate z Lucijo o tem, prosim, kaj jaz rabim nekoga v življenju, ki ima to. Še tole, ta je zadnja, evo. Mm. V osnovni šoli smo punce s punco hodile na WC in se drgnile drugo ob drugo, da nam je prišlo. Takrat nobena ni študirala, da bi to kaj pomenil. Bilo je zgolj fajn, neka sprostitev. Govorimo pa o relativnem zgodnem otroštvu, 2. do 4. razred 8-letne osnovne šole. To je pa kar crazy. Zakaj? Ko? Da so tako mlade že. Ampak po drugi strani Ampak pa po niti mojem, ni. one ne vejo, kaj se dogaja, Saj veš. to. Tako bi si jaz mislila, tako kot dojenčki ali pa mečkini otroci. Glej tega preberem. Tale čist zadnji, ki je mal zamaknjen. Ker to zdaj, ki si rekla, je glih na to paše. Okay. Spomnim se določenih občutkov, ko sem bil majhen otrok, tik preden sem šla v šolo. Spomnim se, da me je zanimalo moje lastno telo in zato sem ga tudi raziskovala. Nisem se samo zadovoljevala, sem pa uživala v občutku tkanine na goli koži. Zato sem včasih tudi slekla spodnjice. In potem je nekega dne moja mama izrekla neko pripombo o tem, zakaj sem v spanju slekla spodnjice, zaradi česar sem se počutila tako osramoščeno, da nisem raziskala nobene s spolnostjo povezane želje, dokler nisem bila že najstnica. Dolgo časa sem potrebovala, da sem nehala čutiti sram. To je bilo v bistvu eden od komentarjev pod tem threadom. Ja. In sem ga vključila zaradi tega, ker se mi zdi, da se o tem ful ne govori veliko, da otroci zelo mladi začnejo raziskovati svoje telo. Že Ja, tudi tako, dojenčki. tako, tudi drugače že v materinem telesu fetusi pač drgnejo tako tudi po spolovilih in to ni seksualno. Pač mi, fora je v tem, to moramo razumeti, to moramo mi odrasli razumeti, sploh če mislimo imeti otroke, da za te mehne otroke to ni seksualno.
mi samo v naši glavi to tako vidimo, ker smo že odrasli in smo že nekaj dal čez, oni pa sam čutijo ugodje. Pač to je njihovo telo in jim pač paše, da se pač božajo po intimnih delih, ker intimni deli so zelo dobro živčeni in občutljivi in je prijeten občutek. Se pravi, za njih tudi tako, kot da bi jih po glavi, recimo, božal. Ja. Pač sami sebe nekako self-soothing. Ja. A ne? Ja. In najslabša stvar, ki jo lahko kot starš ali pa kaj je že to, kar si odgovoren za otroka? Ja. Skrbnik. Skrbnik. Kaj lahko narediš je, kot v tem primeru, da otroka sramotiš, da mu rečeš, zakaj to počneš, kaj to delaš, da mu rečeš, fuj, to se ne dela. Ja. Da pokažeš nek občutek sramu, ogabe ob tem in potem otroci, ker ne vejo sploh, kaj se točno dogaja, to ponotranijo. Takrat si najbolj dojemljiv za te stvari in to ponotraniš, to, da je dotikanje lastnega telesa, sploh po intimnih predelih nekaj fuj, nekaj groznega in to se potem kaže tudi v odraslosti, ker si ti odrasel, pa se mogoče tega niti ne spomniš, niti ne zavedaš, to se to globoko v tebe not usede, da pač na te vpliva v spolnosti, tež lahko ne moš, ne vem, včasih se ljudje sprašujejo, ne morem doživeti orgazma, zakaj? Zato, ker imaš toliko ponotranjen sram okrog svojega lastnega telesa in sploh je pri ženskah to veliko bolj popularno, pač pogosto, kot pri moških. Pri moških, če se fantki dotikajo sami sebe, je ponovadi tako maluno, nekaj, kaj to počneš pri ženskah, pri punčkah, pa tako se mi zdi, da odrasli veliko bolj reagirajo z bolj negativnimi občutki. Ja, jaz bi dodala bi še to, da jaz sem ful raziskovala to zaradi tega, ker se pri nas doma niso glih izobrazili, kako pač otrokom to predstaviti. In jaz sem ful dolgo časa potem in še zdaj kdaj, potem, ko mi pride, je tako nek celotelesen občutek nekega čudnega sramu, ki ne izhaja iz ničesar, kar se mi je v odrasli dobi zgodilo, ampak prav pač iz tega. In pa sem brala večkrat, kako pač otroku sploh, veš, ker otroci tu pol delajo za mizo, v vrtcu, povsod, njim to ni nič tazga, ne? In pač namesto, da so nam rekli, da je nehi, fuj, ogabno, nehi, šli bomo domov, ne vem, tu se ne dela, ga pač lahko pošlješ v zaseben prostor in rečeš, tu se dela, pa samo, ker si sam, ker so tu ful take zasebne stvari, pa so res zate in ne vem, tako. Se mi zdi, da bi mogli recimo reagirati ali pa da bi si jaz želela, da bi in da pa ne bi imeli tako težave. Ja, jaz sem drugače tudi to ful raziskovala in točno to, kar si rekla. Pač tudi validiraš otrokove občutke, rečeš, razumem, da je to, ko se dotikaš, recimo, pa še ful je pomembno, pa vem, da je to ful težko, zaradi tega, ker tudi mi nismo bili tega naučeni, ampak da uporabljaš prave izraze. Vem, da ti je ful prijetno, ko se dotikaš penisa, lahko se ga dotikaš, ampak dotikaj se ga, ko si sam. To je tvoja osebna intima in to je nekaj, kar je tvoje. In ti lahko, ko si sam v sobi, raziskuješ svoje telo, ne smeš pa pustiti, da se drugi dotikajo tebe tukaj. Po tvojem penisu, po tvojih intimnih delih se te ne sme dotikati noben odrasel, razen zdravnik, če so starši zraven. Če se te kdo dotika, pa tukaj je ful dober pač trenutek, recimo, če vidimo otroka, da se dotika, da mu povemo, kdo se ga lahko, pa kdo se ga ne sme in da naj se nam zaupajo. Če se te kdo, tudi če se te, recimo, kakšen sošolc tam dotika, pa ti to ni v redu, povej učiteljci, povej meni, zaupaj se, ker take stvari niso v redu, da se otrokom to razloži in oni to štekajo. Pač, to moramo vedeti, da oni te stvari razumejo, ampak mi moramo pač na pravi način pristopati. In oni bojo potem tudi videli, da se nam lahko zaupajo, razumeli bojo stvari in s tem lahko tudi ful preprečimo enih zlorab. Ker če pa mi naredimo to tabu pa fuj, pa se bo pa nek odrasel, boš pač, ker to se dogaja, nažalost se to dogaja, boš zlorabljal tega otroka in on bo to čutil sram in ne bo hotel se nobenemu zaupati, ne bo nobenemu povedal. S tem pa, ko mu mi ustvarimo varen prostor in te stvari mu razložimo, bo on prišel do nas, če se bo kaj zgodilo. Tudi če bo on rekel, ne nobenemu povedati, bo on vedel, da mora on mami povedati, zato ker je mami mu povedala, da se te stvari ne smejo dogajati. In če on zdaj to govori, nekaj ni okej, a ne? Ja, jaz bi se še dodala, da pač tako,
iz osebne izkušnje govorim, ne, da so tu neke travme, ki se tako iz generacije v generacijo prenašajo. In jaz absolutno razumem starše, da je tu grozno naporen trenutek in pogovor, še sploh, če imaš ti sam neke travme pa nerazrešene stvari. Štekaš, je tebe kot starša lahko bolj sram, kakor otroka. Ja, Štekaš, ja. staršem je grozno tu, ampak bi sem rada vse nagovorila, da pač je grozno, ne, ampak eni pogovori so pač grozni. Ampak tu pomaga, če jih na dober način opraviš. Ne vem, jaz sem stara 30 let, skoraj že, pa imam še vedno od otroštva ful teh občutkov. Ja, to ful ostane. Ja. In obstaja ogromno literature, ogromno enih knjig, ogromno knjig, ki so narejene za otroke, ker ko vidite, da so otroci, ali pa ko začnejo spraševati take stvari, greš v knjižnico, kupiš te knjige, jih prebereš skupaj z otrokom, ne rabiš ti zdaj iz glave kar nekaj govoriti. Tudi če ima, ne vem, otrok kakšno vprašanje, ti ne rabiš v unem momentu odgovoriti, če nisi pripravljen. Rečeš, ful dobro vprašanje, da gremo skupaj v knjižnico, bomo si sposodili knjige na to temo, bomo skupaj prebrali, se bomo pač izobrazili o tem. Da se to ful dobro speljati, samo treba se malo pripraviti. In pač kot starš je tvoja naloga, da se tudi na te teme pa te pogovore pripraviš, in je fulene literature in fulenih stvari, ki ti lahko pomagajo. Ja, je pa nerodno, ampak več se bomo o tem pogovarjali. Zato tudi mi tu delamo, kar delamo v bistvu, ker več se bomo o tem pogovarjali, pač manj bo nerodno in če dalje manj bo nerodno in top. Ja. Ok, zdaj smo prav zašli, ampak sem ful vesela, da smo tudi tole pokrili. Ja. Tako da, kaj smo ugotovili, fafanje prijateljev ni gejevsko, razen če te spolno privlači. Pa tako nasplošno se mi zdi, da sem jaz ugotovila, da malo vsi lahko damo stran to gej, lezbika, ne gej, ne lezbika, straight, ne vem kva vse. In pač, če ga hočeš pofafati prijatelju, moga, če se hočeš ljubskat punco, se, če hočeš jesti pico, ješ pico, če hočeš krompir, pa krompir. In to je to. In pa se nič ne sprašujemo te stvari. Tako bi jaz rekla. To je moje mnenje. Za konec se gremo pa še. Never have I ever. Igrajte se z nami, kot vedno. Upam, da se, če se kdo slučajno ne igra, lahko kar nehate gledati. Ste se navodila že naučila ali moramo še enkrat povedati? Ja, kaj pa, če kdo na novo posluša? Dober dan. No, ti bomo razložile. To so, daj ti razlož, Lucija. Jaz sploh ne znam teh navodil povedati. Pretežko mi je, daj, prosim. Pa je tako, a vi veste pravila, pa še sama jih ne ve. V glavnem, jaz imam tukaj 7 trditev. Recimo, nikoli nisem seksal v gozdu. Imaš takole prste in potem odštevaš. Tako da, če nikoli nisi seksal v gozdu, boring. Če pa si že daš pa prst dol in zbiraš točke za to, da greš potem v zapor zaporedne. Tiskaj največ prstov da dol, tiskaj že največ teh stvari naredil, gre v zapor in se bo družil z eno od naju, tisto, ki bo tudi tam v zaporu cel teden. Do naslednje epizode. Ok, smo pripravljeni? Ja. Nikoli nisem seksal v gozdu. A veš, sem prej rekla boring, ampak jaz... A šteje? Kaj? A šteje? Na drevesu, ob drevesu. Ne, v grmovju. Ampak ni gozd, je bilo bolj v hribih. Ja, tu je gozd, tu je vse gozd, narava. Ne, jaz bi rekla, ja. Nisem boring. Nikoli nisem poskusil BDSM-ja, karkoli povezanega z BDSM-jem. A boš povedala eno stvar? Ko sem jo poskusila? Ja, z BDSM-jem. Ne vem. Češkanje. Ja. To sem jaz, da evo, ti moš nekaj drugega. Bila si v lisici, ne, nisi bila v lisicah. Sara, kaj si delala? Jaz sem tega včasih ful počela, zakaj se ne spomnim? Ne vem, tu da mi je nekdo kazval ali pa mi je rekel, kdaj moram iti lulat. Ekstra stvari. No evo, ti super. Ja, ampak v lisicah pa nisem bila. Ja, ti si bolj hardcore. Jaz sem boring, jaz sem pač malo šeškanja, malo jokinga, malo tako. Ti si pa... joking, no to pa ja. Ja, ti si pa dominacija. Taka, res prav veš. A oni mene. Oni tebe, ja. Pa ti tudi druge. Ja, tudi. Nikoli nisem varal. Sara... Pač not my proudest moments. Nisem še ful veliko o tem razmislila, ugotovila, zakaj sem to naredila. Ampak, ko bom vedela, boste vi prvi, ko boste z mano zvedeli to. Ja, no, pa se je res. Pač želim si tudi vedeti pa raziskati te stvari. A to je bilo edinkrat? Ja. Aha. Ja, no. Stvari so že škripale. Ja, tako potem so šla na razen, tako da. Ok. Nikoli nisem bil zaljubljen. That's so
easy. A ne? Nikoli nisem masturbiral, medtem ko me partner gleda. A gleda tako, prav exposed gleda, noge narazen. Prek kamere. Tudi lahko. Okay. To pa sem, ja. Nisem užival. Nikoli nisem imel sperme na obrazu. Kjere so danes? Cute. Nikoli se nisem izmuznil domov, potem ko je oseba, s katero sem ravno seksal, zaspala. Vada. Ja, kaj pa naj? Ja, ne vem. Pul je težko pri nekomu drugmu spati, nekmu Ampak prav izmuzena, se prav tako nisi nič povedala, sem tako ni te bilo zjutraj, tako v filmu. Ja, fa listek sem napisala. Kaj bi pisala listku? Ja, nekaj fulepga. To je bilo takrat, veš, v Atenah, trojček, ko je moški šel že na sredi domov, pa sem pa jaz do zjutraj ostala, ampak je ona zaspala pred mano, med seksom. To je whole another story. In pa sem jaz napisala listek, ker sem bila tako, pač jaz moram zdaj domov. Da, ja, ful je bilo cute in srečno. Kaj pa naj rečem? No. Sprav zaspala je med seksom. Ja, sem je enkrat vmes že povedala, to je ono, ki je tako dolgo trajalo, ko se meni jezik strgal, tle, veš, vspod. To je tako cela zgodba. Ja, kdaj bomo to zgodbo, ko bomo o trojčkih govorili? Ja? Ok, epizoda o trojčkih coming Okay. up. Ja, v bistvu zdaj si ti izgubila, To ne? je to. Ti si vseh 7! Ja, drugače. Ja, wow! To je samo zato, ker sem po resnici Wow. povedala tu zavaranje. Veš kaj? Veš kaj, prav doma sem razmišljala, če bi se večina ljudi zlagala. Mogoče bi se mogla tudi jaz. Ma, lej. Maš Veš kaj, zdaj we're all drugače human. misliš o meni? Ne. Okay. A Ja, to si ti zdaj že vedela prej, samo ne veš zdaj konteksta, ker ne bom povedala zdaj, ampak vedela si to. Ja, nič, v glavnem, napište v komentar, kdo bo skupaj s Saro ta teden v zaporu zaporedne. Pa napište, če ste dobili tudi vi vse točke. Ker tale v bistvu je pa taka, še To jaz ne sem bo dobila noben 5 napisal, od da je 7. dobil vse točke. A? Noben ne bo napisal, da je dobil vse točke. Zakaj? Enkrat Ja. lahko imamo epizodo o varanju. Zdaj, če smo že začeli. Ja, obvezno. Če imate kakšne zgodbe o varanju ali pa če bi kaj radi točno o tem govorili, pišite nama na Instagram ali pa na mail. Na Instagram lažje, ja. Bomo vzeli mene za primer, pa bomo malo razmislili, No. razložili. Tako da, ja, če imate kaj za dodati, lahko nama pišete, pa ne pozabiti lajkati te epizode, ker nam to ful pomaga, pa za algoritem je ful fajn. Če boste komentar napisali, bova pa najbolj srečne. Ja. Če pa subskrbate, bova pa najbolj srečne. Pa lahko najdete mene na Povšetova Sara, Lucijo, morate itak nujno že slediti, ker Če imate je tukaj. ankete. Pa tudi podcast je na Instagramu, na TikToku, na Facebooku, povsod. Ja, pa zdaj prihajajo res hude stvari. Sam to bom rekla, ker ne smem več povedati in se vidimo. Ja. Srečno! Mua! Čau, čau! Dio!